Dobrodošli, pozdravljeni. Ponovno smo tukaj v novi epizodi Popotniškega snepa. Oddaja, kateri ste se danes pridružili, je eden izmed projektov Popotniškega združenja Slovenije, ki podpira razvoj trajnostnega popotništva in seveda mladinskih popotovanj. V ta namen na spletni strani najdete program prostovoljstva in načine, kako se lahko sodelujete ali pa si odprete digitalno revijo Globetrotter in preberete katerega izmed prispevkov naših prostovoljcev. Začel bom tudi z enim projektom, na katerem delamo. Torej, osnovno poslanstvo združenja je, tako kot sem povedal, spodbujanje mobilnosti mladih, še posebej tistih z manj priložnostmi. Zato vas pozivam, da namenite vsaj 0,5% dohodnine popotniškemu združenju za organizacijo brezplačnih počitnic otrokom v mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije, Debeli rtič. Več informacij pa lahko najdete tudi na spodnji povezavi. Partner naše oddaje je organizacija Mladi Maribor. Z mano pa je danes naša prostovoljka in diplomirana biologinja Daša Štalc, ki se nam trenutno javlja iz Portugalske. Slišali boste več o projektu, preko katerega je odpotovala na zahod Evrope in kaj je do sedaj doživela. Torej, Daša, lepo pozdravljena v oddaji. Zdravo. Kako si? Super, ampak malo me zebe. Malo se je ohladilo, samo 20 stopinj imamo zdaj, tako da... Mi jih imamo malo manj, ampak ok, nas tudi malo zebe. Lahko začnemo z vprašanjem, kako si prišla do projekta, preko katerega si odpotovala na Portugalsko, torej kje si izvedela zanj? Jaz sem bila že leto nazaj, sem bila na enih predstavitvah, kako v tujino, in sem takrat izvedela za Evropsko prostovoljno službo in sem se odločila, da grem za kratkoročni projekt za 8 tednov v Anglijo. Imela sem opcijo 2 meseca ali 12 mesecev, sem bila tako 12 mesecev, to ne bom zdržala, to je čisto predolg. Meni tistih 8 tednov minilo tako 1, 2, 3 in potem po magisteriju sem si rekla, po magisteriju definitivno grem na še dolgoročni projekt. In sem trenutno 10 mesecev že na Portugalskem. In ja, uživam na polno. Torej si se vseeno še odločila za daljšo verzijo? Ja, daljša verzija je vedno boljša verzija, ampak mogoče zame je bila to prva izkušnja, je bila takrat tistih 8 tednov. Prvič sem bila sama v tuji državi z neznanci, tako da za prvo izkušnjo je bila tista 2 meseca dovolj, ampak potem sem želela malo več, pa sem se odločila še za 1 leto, tako da imam še 2 meseca, tako da lahko še veliko uživam, veliko doživim. Ja, torej te je prvotno potovanje prepričalo v nadaljevanje. Zdaj, ko začnemo s predstavitvijo, vse, ki ste z nami, pozivam, da brez oklevanja pošiljate vprašanja, na katera bomo poskušali odgovoriti. Mi pa bomo torej pred tem začeli s predstavitvijo. Ok, pa bom pa jaz kar začela. Zdaj, že prej sem omenila en program. Včasih se je temu reklo EVS, oziroma Evropska prostovoljna služba. Zdaj so spremenili ime, ampak še vedno isti program. Se reče Evropska solidarnostna enota ali angleško European Solidarity Corps. Ta program je namenjen za mlade ljudi od 18. do 30. leta starosti. Ni važno, ali imate status ali nimate statusa, ste že delali, važno je, da ste med 18 in 30 let, ko se prijavljate na projekte. Koliko časa traja? Traja lahko kratkoročni projekt, kot sem bila jaz prvič, to je do 8 tednov, kar pomeni slaba 2 meseca, ali pa dolgoročni projekt je pa od 2 mesecev naprej do 1 celega leta. 1 leto je maksimalni čas, ki ga lahko preživiš. Mene preko tega projekta je bilo všeč, ker imaš vse financirano, dobiš potne stroške, dobiš žepnino, organizacija ti mora zrihtati nastanitev, dobiš denar za hrano, za obvarovanje, tako da kaj češ boljšega. Zdaj, kaj se točno dela? Projekti so zelo različni, so po celi Evropi, ni samo Portugalska, ni samo Slovenija, so tudi izven Evrope, lahko se gre v Britanijo, lahko se gre v Turčijo, kakšne Egipt se tudi meni da, kakor vem. In projekti, vsak je malo različen. Ful so
raznoliki, res pa je, da večina je delo z ljudmi, ali se dela z otroci, ali z mladostniki, starostniki, potem neki so pač nekaj projektov je tudi veliko na izobraževanju, ali humanitarna pomoč, vem, da Rdeči križ išče prostovoljce po celi Evropi. Moj projekt pa spada pod varstvo okolja in narave. Res pa je, da pač moram reči, da sem bila zelo zbirčna, kar se tiče projekta, ker mi je pač moja koordinatorica, druga mentorica, mi je svetovala, pač je rekla, ja, pač res moraš biti zagnan, pač da ti bo to všeč. In tudi pač moraš potem zbirati nekaj, da ti bo všeč. In ker sem pač diplomiran biolog, sem želela neko izkušnjo, to je dobra referenčna prakse nimamo na fakulteti, tako da pač nekaj drugega je treba dobiti. In teh projektov je zelo malo, tako da je bila zelo močna kompeticija in sem se pač prijavljala povsod. Pač ni mi bila važna kar država, važen bi bil projekt. In potem jaz vedno rečem, da Portugalska je mene zbrala, zato ker pač jaz sem si na tiho, sem si želela nekam na bolj toplo, pa blizu morja. In potem pač so mi rekli, ja, pač pridi, želimo te gledati 1 leto. Pa sem rekla, super, to je tako najboljš, imam plažo 15 minut stran, tako da pač to je tak privilegij. Zdaj, kdo je pa vključen, je pa pač vključena pošiljajoča organizacija. V mojem primeru je to Zavod Volontirat, to je pač organizacija, ki se ukvarja z mladimi iz Ljubljane. In ta organizacija te mora pripraviti na projekte in tudi potem pošlje in potem, ko prideš nazaj, te tudi tako postavi nazaj na realna tla in ti pomaga se vključiti nazaj. Druga organizacija pa, ki sodeluje pri tem, pa je gostujoča organizacija, v tem primeru pač moja je Aroša, Portugal. To je pa pač organizacija, pri kateri delaš, oziroma si prostovoljec. Tako da bom zdaj malo omenila še Arošo Portugal, bom malo pač predstavila mojo organizacijo. Kot vidite na slikah, na levi sliki zgoraj, hiša je pač taka tipična portugalska hiša, tako bela z modrimi obrobami. Tukaj je pač center in tukaj pač jaz živim, jaz delam. In je res, pač to je bila nekdanja kmetija, 40 let, skoraj 40 let nazaj so pač to posest kupili in od takrat naprej delujejo tam. Na desni zgoraj se vidi zemljevid, tako da se pač vidi, da je to čist jug Portugalske. In tej regiji se reče Algarve. Kolegica mi je rekla, nisem mogla pač bolj stran najti od Slovenije lokacijo. Tako da pač regija Algarve zdaj ni mogoče med Slovenci, mogoče ni najbolj znana, ampak je pa recimo zelo priljubljena, kar se tiče turistične sezone poleti, ker večina gre na morje in sploh je priljubljena za veliko je Nemcev, Francozov, Nizozemcev, Britancev. Slovencev nisem prav veliko srečala, po pravici povedano, mogoče sem jih srečala samo, ko sem potovala v Lizbono, ker na moji regiji nisem srečala nobenega Slovenca. Torej, če te prekinem, je torej ta destinacija tudi klasična destinacija masovnega turizma, velikega obiska v tej smeri? Ja, moja organizacija veliko dela, pač tukaj je, potem kasneje boste videti na slikah, pač oni 40 let pač veliko vlagajo v to območje, ker je del Natura 2000, ampak ker je pač blizu morja, seveda pač marsikatero mesto tukaj je že čisto uničeno z hoteli in rezorti in pač uničijo plaže, uničijo naravne habitate, tako da zaradi te organizacije, pri kateri delam, je pač območje, kjer je pač Natura 2000, je ostalo nespremenjeno zadnjih 40 let, kar je pač velik napredek. Torej, vi se prav trudite obvarovati ta območja, da jih ne uniči še turizem dodatno in ostalo? Tako je, z različnimi odvetniki in po sodiščih gre velikokrat. In tako da zato je treba veliko potrpljenja in denarja, tako da se veliko vlaga v to. Pač Aroša pač pomeni kamen, pač neko trdnost, zato ker pač oni imajo svoje načela in pač oni želijo pač, da bo to pač pri tem ostalo, pač da se pač habitati se lahko ohranijo samo pač, če se ne uničijo. Tako da pač klele jaz recimo tukaj vidim, mi smo že recimo že 6. leto zabeležijo sušno leto, mi smo pač
v Sloveniji je bilo letos suša, pa so vsi jamrali, pa sem bila tako, pridite sem na Portugalsko, kle imajo že 6. leto zapored hudo sušo, ampak še vedno je pa dovolj vode za golf igrišča, ne, pač recimo ne smejo imeti svoj vrt, svojo zelenjavo, svoje pač sadje, pač ne morejo zalivati, z vodo imajo prepovedan, ampak golf igrišča pa lahko zalivajo parkrat na dan poleti. Torej, vi se borite tako proti temu turizmu in tem organizacijam, kot proti podnebnim spremembam, ne? Torej, imate Tako, dva ja, velika pač. nasprotnika. Ja, se trudimo. Zelo težka Počasi se tekma, daleč lahko pride, rečem. pravijo. Ja. Tako da, zdaj bom pa malo govorila, pač, kot sem povedala, pač moja organizacija je pač velik center in tudi sprejmejo obiskovalce, tako da imamo pač neko način ekoturizma, kar je pač nekaj, kar se trenutno zelo razvija in postaja pač moderno. In imamo vsak četrtek imamo dan odprtih vrat, tako da so pač lahko pridejo obiskovalci in pač si ogledajo, za njih imamo pripravljena 2 različna dogodka. To sta, prvo bom predstavila obročkanje ptic. Obročkanje ptic je pač tak proces, za ne vem, pač, če si že slišal, Tilen, pač kakšne ptice dobijo obroček, če si že kdaj videl kakšnega goloba. Jaz sem slišal, pa mislim, da tudi videl, samo nisem vedel točno, kaj gre, vedno za meritev populacije ali kaj podobnega. Ja, pač zdaj v naši organizaciji pač so obročki so različne vrste. Mi dajemo pač take obročke, ki so pač za celo še za celo Evropo, pač deluje kot potni list. Aha, to vidimo na slikah, zelo lahko, ja. Ja, deluje kot potni list, pač recimo, če se najde obročkano ptico, se pač lahko pove, iz katere države je bila, kdaj je bila obročkana, iz kje je prišla. Recimo pač za zanimivost povem, da ravno pač prejšnji četrtek, da smo dobili že drugo taščico iz Budimpešte, da je priletela vse do sem, ker pač tukaj prezimujejo. Tako da, ja, pač tako recimo kot zanimivost. Torej, praktično te selitve spremljate, te selitvene poti ptic. Tako, klele pač je bolj milejša zima in marsikatere ptice pač prezimujejo tukaj. Recimo flamingoti ne hodijo več v Afriko, prezimujejo tukaj na Portugalskem. Tako da jaz lahko, pač če želim, grem na sprehod in vidim flamingote kot v živalskem vrtu. In pač pri obročkanju se pač ptice se stehta, zmeri se velikost, to se vidi na levo spodaj, pač da se zmeri velikost krila, pa obroček se namesti, če pač nima obročka. In to je za obiskovalce to pač zelo zanimivo, sploh če imamo ptice, ki pač ne moremo glih vplivati, ptice se ujamejo v mreže, ali ne. Imamo take posebne mreže, pri kateri se ptiči ne poškodujejo. In tudi spodaj na slikah sta dva, mislim, dala sem malo lepša, pač te dva sta kar redkost, nista pač za vsak teden se jih ne da videti. Ta levi je rumeni kopilar, pač je tak še zelo mlad osebek, ni še tak rumen. Desno pa je little owl, oziroma slovensko se reče čuk. Čuki so tudi pri nas, rumeni kopilar je tudi pri nas, ampak čuki zame so pač posebna, ki je taka majhna sovica, pač tako za dlan, res pač niso prav velike. Ker sem pač spomladi sem pomagala pri eni študentki, ki je prišla delati magistersko nalogo na temo monitoring čukov, tako da pač vsak večer smo šli s kolesi okoli in smo poslušali, koliko čukov se oglaša in iz kje, tako da pač je bilo zelo zanimivo, no. Lahko te vprašam, koliko vrst približno pa spremljate ptic? Če približno, veš, slučajno, oziroma koliko si, na katerih si ti zraven prisostvovala? Mislim, zdaj imajo veliko različnih projektov, tako da pač res pa je, da tudi delajo tak tedenski monitoring in zdaj smo imeli glih enega obiskovalca, včasih imamo kakšne tujce, ki pridejo za en teden samo gledati ptice, pač jim potem popisujejo.
In je pač tisti gospod, ki to delal, je naštel več kot 100 vrst v enem tednu, 100 različnih vrst. Samo v enem tednu. Ja, samo pač na tem območju, ker sem jaz, tako da pač ni šel, je hodil pač povsod. Pa štel je pač katere vrste, pa kakšno število, pa ki prezimujejo, nekatere pač grejo potem naprej v Afriko, nekatere ostanejo tukaj. Ja, Zanimivo. zelo zanimivo, ja. Zdaj naslednji slajd. Na naslednjem slajdu pa pač je še drugi del odprtih vrat, je pa predstavimo monitoring nočnih metuljev. Levo zgoraj se pač vidi, pokažemo, kako se nastavi past. Ta taka past je posebna za nočne metulje, ima lučko, da privablja vešče. In potem zjutraj pridemo in vsakega nočnega metulja damo posebno eprovetka, kot se vidi spodaj. In potem se pač določi, katera vrsta je, spet katero število. In tudi potem obiskovalci, ki pač pridejo, ukvarjamo se tudi z dnevnimi metulji, ampak nočni metulji je pač večji poudarek, ker ponavadi ljudje pač imajo rajši dnevne metulje, lastovičarja, to je zelo lep metulj, jih imajo rajši, ampak nočni metulji so veliko bolj, nočnih metuljih je prvič veliko več, recimo za primerjavo, pač na Portugalskem imajo okoli slabih 200 vrst dnevnih metuljev, medtem kot vešč je več kot 10.000. Ja. To pa nisem pričakoval. Ja, velika primerjava. Tako da in ponavadi imajo tudi, recimo tudi v slovenskem jeziku pač oni rečejo trasa. V slovenskem jeziku pa lahko nočnem metulju tudi rečemo pač vešča in vešča pač pomeni čarovnica, nekaj slabega. Tako da pač oni želijo pač spremeniti mnenje ljudi, da pač bi želeli varovati te žuželke, zato so pač zelo pomembne tako kot recimo čebele so zelo pomembne pri opraševanju, niso samo čebele največji opraševalci, tudi vešče so zelo pomembni opraševalci. In obiskovalci potem slišijo, vidijo in tudi se preizkusijo v določanju katere vrste, tako da pač jim damo tak slikovni priročnik in potem pač gledajo skozi katera vrsta je katera, tako da pač je sploh zabavno za kakšne otroke, da ne gledajo sam. To je dober način, da izpodbijamo predsodek o veščah, na primer, ker če mi sami srečamo metulja ali pa veščo, v hiši, na primer, vešče se želimo čim prej znebiti, na kakršenkoli način. Tako je. Metulje pa želimo zaščititi. Ja, tako da pač tukaj marsikdo mogoče po tej delavnici reče, okej, pač ne bom zdaj naslednjič, ne bom pač vešče ubil, ampak jo bom pač izpustil nazaj v naravo, Ki mi tukaj recimo v eprovetkah mi vešče ne ubijemo, da ne bo kdo pomislil, kaj takega, pač izpustimo nazaj v naravo in so pač čisto v redu, tako da pač. Kaj pa, mogoče v povprečju so vešče večje kot na dnevni metulji ali približno enako ali pa manjše? Zelo, zelo odvisno. Recimo pač v Evropi nimamo, pač metulji niso tako ogromni, pač tudi vešči niso tako ogromni. Recimo največja nočni metulj je iz Azije, približno tako. In so taka ena posebna vrsta. Tako da pri nam v Evropi niso tako veliki, Ampak so pa veliko bolj, kar se tiče pač raznolikosti v barvi in velikosti, so veliko več kot pa dnevni metulji. Zanimivo. Zdaj pa, ja. Kaj pa še delam? Pač moj projekt je pa, naslov mojega projekta je pač mikroplastika. Zdaj pač mikroplastika je vsa plastika, ki je velika med 5 in 1 milimetrom. Zdaj pač tista mikroplastika lahko pač nastane, lahko pač delimo primarno in sekundarno. Primarna je, da recimo že take velikosti vsega začetka, recimo narders, so zelo znani pač veliki onesnaževalci. In sekundarna plastika pa pač recimo, da vržemo neko smet, recimo plastično vrečko in tista plastična vrečka skozi leta pač razpade. Tako da ja, mikroplastika je pač, mislim, da vsi vemo, da plastika je velik problem, kar se tiče v svetu, pač ker so jo našli že povsod.
sploh to mikroplastiko so najdeli pač tudi, če sem prebrala en članek v Sloveniji v Toči nekaj let nazaj, je bila ena taka velika toča in je bila mikroplastika v Toči, kar pomeni pač je že v zraku. In del mojega projekta je pač, da gremo na plažo, imamo posebne pač transekte, pač tako mesta, kjer se vzorči, in potem to prefiltriramo, pač tak kvadrant, kot se vidi na zgornji sliki, in se pač ta pesek se vse presipe, pač skozi si, pač tako kot v enem vrtcu. In potem to, kar ostane v siju, pač se potem pogleda v laboratoriju in se določi, kakšna plastika, v kakšni količini, in se potem pač pošlje v eno drugo organizacijo, ki pač ima, ko rečem, en database, imajo posebno, pač spremljajo podatke za cele Evrope, kakšno je stanje. Res pa je, da pač to bi mogel biti moj glavni projekt, pa potem po spletu okoliščin zdaj večino dela ne delam tega, tudi pač malo zaradi vremena, ki trenutno je čisto premraz. Poleti je bilo ful prevroče, tako da pač delam veliko drugih stvari. Moj osebni projekt je monitoring vider. To sem si sama zbrala, pač v okviru Evropske solidarnostne enote. Je priporoča, da si izbereš svoj projekt, nekaj, kar pač boš delal, nekaj, da bo pač dobrega za skupnost, za organizacijo. Jaz sem si pač zbrala vidre. In dejansko, kako to izgleda, pač jaz sicer jih ne štejem, žal jih ni tako kot pri ptičah, ne hodim pa jih ne štejem, ampak iščem pač njihove sledi, da so pač tam bili prisotne, recimo pač zgornja slika so pač je vtis tačke ali pa kakce. Tako da glih ni dišeče delo. Potem sodelujemo pač tudi, organizacija ima tudi pač monitoring metuljev, dnevnih metuljev. To je opravljamo enkrat okoli centra in popišemo tiste metulje, kateri so prisotni, pa kot že prej sem omenila, ptiče. Iz ptičev imam pač eno tako ful zanimivo zgodbo. Moja organizacija dela pač tudi monitoring morskih ptič in to za eno posebno vrsto, ki se v angleščini se reče storm petrel, se patrulira po noči, kar pomeni celo noč smo preživeli na klifih. In čakali, pač imeli smo eno tak velik zvočnik, ki je oddajal zvok, da se pač te ptiče privabi. In potem se ptiči imamo posebno mrežo, da se pač ujamejo in se jih obročka in potem spustim nazaj v naravo. Tako da pač tisto je bila kar izkušnja. Celo noč na klifih. Je bilo kar... Te lahko tukaj vprašam, kaj pa nasploh, ko si zdaj rekla, da si delala tudi čez noč, je to delo, monitoring različnih vrst živali, tudi večinoma po noči, po dnevi, kak je tvoj delovnik, bolj, če lahko bolj opišeš? Ja, odvisno pač ve, zdaj recimo za junija smo pač delali po noči, ker pač letijo, je takšna metoda. Potem za Čuka, ki je tista punca delala za magistrsko nalogo, smo pa delali zvečer, recimo, pač, ko se je začelo mračiti. Ker so takrat tista vrsta takrat najbolj aktivna, tako da pač je zelo prilagojena na katero vrsto. Recimo, kar se tiče vider, moram biti tudi malo prilagojena s časom, ker je vedno zjutraj, zgodaj zjutraj, zato so pač bolj aktivne po noči kot po dnevi. In vedno moram gledati na ali plima ali useka, zato ker pač, če recimo gremo na napačnem času, mi lahko pač voda odnese dokaze, ali je bila pač vidra tam ali ne, tako da pač lahko grem samo pač ob useki. Tako da vsak dan je malo drugače. Fleksibilno torej. Ja. Zdaj gremo pa dalje, na naslednji slajd. Ja. Zdaj pa, kaj še počnem? Seveda pač ne delam cele dneve. Pač za vikende sem vedno fraj, veliko tudi pač hodim. Tukaj imajo veliko
teh poti, označnih poti, res pa je, da pač najvišji vrh je tukaj 900 nanometrov, a ne pač na morske višine, tako da to ni hrib za nas. Sploh jaz sem z Gorenjske, pač to je zame sprehod. Tako da ja, veliko prehodim, potem cel poletje sem bila večino časa na plaži, ker je bilo pač absolutno čisto prevroče, da bi karkoli drugega delal v prostem času. Sem pa zdaj, ravno oktobra sem si vzela večji dopust in sem si šla ogledati Lizbono. In leva slika je zgori je iz Lizbone, pač iz Pink Street, če mogoče kdo pozna. Desna slika pa iz Sintre. Sintra je mogoče malo manj znana, je pač zelo blizu Lizbone. In na sliki pač Pena Palace in ta palača je mene čisto čarala. Pač je res, imajo tako super kuhno, ki bi vsak imel doma. Pa tudi, mislim tako, ta Sintra pač ima veliko palač, veliko kulture. Jaz bi priporočala, meni je bila lepša kot Lizbona, recimo. Pa tudi počutila sem se kot doma, ker je bilo vse zeleno. Pa tako malo hribovito, me je malo spominjalo na Gorenjsko. Samo hribi so manjkali. Poleg tega si torej tudi okušala lokalne posebnosti jedi, no? Lokalne dobrote? Ja, definitivno. To Portugalci zelo radi jejo, to sem se naučila že preden sem sploh prišla sem. Ker so mi na intervjuju so me že vprašali, ja, veš, a ti kaj kuhaš, a ti kaj pečeš? Sem rekla, ja, ful rada, mislim, oboje, pač rada kuham in pečem. Ja, veš, mi zelo radi jemo, posebej sladke stvari. In to je pač res. Portugalska ima veliko znanih slaščič. Najbolj znan je pastel de nata, pač vsi, ki grejo v Lizbono, grejo vedno pastel de Belém. Ja, moj mentor se malo smeji v ozadju. Ja, zelo radi jejo res sladke stvari, tako da sploh recimo oni imajo vedno, ko naročiš kavo, vedno nekaj sladkega naročiš. Torej poleg vsake kave se še naroči tako slaščica poleg. Ja, pač to je nekaj, ali pa recimo za zajtrk, pač kavo pa nekaj sladkega, pa so pa različne slaščiče, odvisno s katere regije si. Tako da pa recimo veliko rib jejo, to pač mislim, da je Portugalska znana po ribah, tako da veliko codfish, ne vem, sploh ne vem, kako je slovensko. Lososa pa take stvari, tako da ja, Portugalci res dobro jejo in jaz tukaj imam privilegij, da imajo tudi navado jesti 2 topla obroka, pri nam je pač kosilo, tukaj pač je kosilo in večerja, tako da 2-krat dobro ješ. Tudi v okviru pač projekta pa tudi je pa tudi vključen, da spoznaš druge prostovoljce, tako da sem tudi določena mesta sem obiskovala, zato ker je bil pač tam trening in spodnja slika recimo iz enega treninga, ki smo ga imeli v Viseu in smo imeli pač eno nalogo, da smo mogli po mestu hoditi pa spoznavati lokalne ljudi. Smo imeli tak izziv. Kako pa je bilo navezovanje stika z lokalnimi ljudmi, so bili odprti, so se radi pogovarjali, ste bili uspešni, ste dosti informacij izvedeli od njih, oziroma kaj ste jih sploh spraševali, no, mislim, glede tega projekta, pa kaj? Ja, ponavadi je bil neki izziv, da si se mogel slikati, da so ti mogli povedati zgodbo, da so ti mogli, ne vem, recimo tukaj v ozadju se vidi, pač so neke, Portugalska je znana po ploščicah, pač, a ne, tudi recimo Španija ima te ploščice, sploh Sevilla recimo ima povsod. In je pač ta gospod, ja, pa Valencia, ja, čisto levo en gospod in pač tega gospoda smo pač spraševali, a ne, kaj je pač, zakaj pa so tiste ploščice, kaj te slike pomenijo, a imajo kakšen večji pomen, in po nam je pač razlagal dolgo zgodbo, zakaj pač tiste ploščice tam so, pa kaj pomenijo. Tako drugače pa, mislim, lokalci so pa, mislim, Portugalci so pač iz moje izkušnje so pač zelo ful fajn kultura, niso tako, so zelo odprti, bolj kot Slovenci, spet pa je odvisno s katere regije, no. Mogoče iz te moje regije niti ne toliko, zato ker je pač toliko tujcev. Večina, tudi gremo v kafič, pa
sploh ne vejo ali ne, ves čas v angleščini govoriti. Kaj pa tvoji prostovoljci, ki so s tabo delali, od kje vse so, z katerih držav? Mislim, večinoma z evropskih, ker trenutno je še vedno malo COVID, še vedno vpliva. Tako da pač izven Evrope je pač tudi moraš dobiti vizo. Tako da večinoma največ je bilo prostovoljcev iz Nizozemske. Za zanimivost lahko povem, da sem jaz prva in edina Slovenka, ki sem kadarkoli prišla v to organizacijo kot gost, kot obiskovalec, kot prostovoljec, tako da nikoli niso imeli nobenega Slovenca, tako da so me pač na začetku veliko stvari spraševali, pač tako, ja. Tudi, ko sem imela razgovor, pač me je moj mentor pač vprašal, a ti rabiš vizo? Pa sem bila tako, ne, pač to je Evropska unija, imam jaz vize. Sem se malo že spraševala, ja, ti veš, kaj je moja država. Ampak ja, so pa večinoma so z Nizozemske, zato ker pač veliko študentov imajo povezave, pač s kakšnimi univerze pač pridejo, ali pa s kakšne višje šole, pridejo sem na prakso. Tako da, ja. Katere aktivnosti pa skupaj večini še počnete, poleg tega, da ste navezovali stike z lokalnim prebivalstvom? Mislim, videl sem tudi nekaj slik o večerjah, ko smo objavili tvoje promocijske slike na popotniškem združenju. Imamo veliko pač teh kulturnih večerov. Jaz sem tudi naredila slovenski večer, ko sem prišla. Sem pač imela slovensko večerjo, sem jim skuhala, štrukle in tako enolončnico. Pa so bili ful navdušeni nad čokoladnimi štrukli. To je bilo najbolj zanimivo. Za koliko ljudi si skuhala? Za 12. Opa, to pa. Ja, celo popoldne sem bila v kuhinji. In so ratali tisti štrukli, so na koncu ratali, ampak sem rekla nikoli več. Ampak so bili zadovoljni, ne? Ja. Pa sem imela tudi pač predstavitev, pa sem jih malo par besed sem jih naučila, ki niso pač moji sodelavci, niso vsi s Portugalce, imamo tudi 2 Američana, tako da sem jih naučila, kako se reče čmrlj. To jim je ful težko, ker pač ni nobenih a, e, i, o, u. Pa tako par besed, ne vem, dobro jutro, pa take zadeve. Ampak ja, jaz recimo vedno, meni je beseda čmrlj mi je pač najbolj všeč za kakšne tujce, ker pač nima nobenih samoglasnikov in je za nekatere zelo težko izgovoriti, sploh za tiste, ki imajo angleščino, pač je njihov originalni jezik, tako da pač. Zahtevno, torej. Ja. Jaz bi še te vprašal, mogoče, ko si rekla, da si dosti potovala, še pol, ko si vzela dopust oktobra, kje vse poleg, pa si še bila poleg Lizbone, pa tega majhnega meseca poleg, kaj se ti je vtisnilo v spomin? No, katera doživetja si se podala po portugalskem še, če lahko kaj deliš z nami? Ja, bila sem v Coimbri. Coimbra mi je bila zelo všeč, Coimbra mogoče ni tako znana. Bi jo priporočala vsakmu, da obišče, pač to je neko študentsko mesto, tudi kot pri nam za Maribor, recimo študentsko mesto, za njih je pa Coimbra. Je dosti poceni, tudi tako cenejše, kar se tiče nastanitev, in tudi zelo zelena, zelo hribovita. Moj glavni dopust je bila pa Madeira, tako da levo spodaj je pač slika iz Madeire, ker sem v okviru mojega dopusta sem šla delati, oziroma prostovoljno delati z eno duracijo za en teden. In tudi v zvezi s ptičami, pač sem tudi iskala ptiče zvečer ob 11. zvečer. Sem pa potem, sem si sicer vzela še 3 dni dodatne, ampak sem potem zaradi terenskega dela pač nisem navajena, pač vsak dan je dež padal, ful je pihalo in sem zbolela, tako da sem potem 3 dni malo obležala in na koncu nisem toliko videla razen glavnega mesta, tako da bom mogla iti še enkrat. Ampak ja, Madeiro res priporočam. Tam sem spoznala pač ful Slovencev, pač jaz v 9-10 mesecev
življenja na južni Portugalski nisem spoznala skoraj nobene žive slovenske duše in pridem na Madeiro, slovenščina povsod, povsod ga bili. Eden izmed neuradnih jezikov, torej. Ja, tako, pač Se govorijo. Slovenci res obožujemo Madeiro, no. Super, torej je to še bolj turistična destinacija kot tvoja regija, ne? Oziroma glavna Ja. turistična oziroma regija, če se ne motim. Ja, Madeira je res tudi, se vidi pač, da je turizem tudi marsikaj že uničil. Tako, res je, da pač tudi veliko delajo, no, kar se tega tiče, da še vedno veliko ekoturizma, pač probajo promovirati tudi tisto organizacijo, ki sem pač jaz bila prostovoljka, se tudi pač sodelujejo z različnimi občinami, da bi pač usmerjali določene občine, da je pač mogoče kakšno stvar naj ne spremeni. Ampak recimo, ja, obala je na kakšnih koncih je čisto spremenjena, je čisto uničena, ni več tiste lepe plaže z vulkanskim peskom. Je že včasih zelo težko najti, no. To sem te ravno mislil vprašati, kakšno je pa povezovanje, pač vaš projekt je primer dobre prakse in kako se povezujete z ostalim, pač z ostalo Portugalsko, če veš kakšne povezave, da še poskušate kje drugje, delate tako za varovanje teh naravnih parkov, ki imajo, ali je trenutno vse bazirano na vašo regijo? Ja, trenutno je vse pač bazirano na našo regijo, tako ja. Zato, ker pač je dejansko zaposlenih je 4 do 5 ljudi. Tako da pač je zelo majhna ekipa, zato ker pač sredstev ni, ker je to neprofitna organizacija. In ja, sredstev pač je zelo malo, tako da pač veliko so odvisni od prostovoljcev, veliko so odvisni od teh obiskov, pač ki recimo v naš center še vedno lahko pač pride kot obiskovalec, smo pač tudi na ne vem, če je na Bookingu, ampak mislim, da na kakšnih drugih platformah, da lahko nekdo rezervira pač čez noč prenočišče. Tako da sem preko tega sem pač spoznala veliko ljudi, zato ker pač vedno jim damo opcijo, da lahko pač je pač bed and breakfast varianta, ampak vedno dam tudi opcijo, da lahko se pridružijo pri nam na kosilu ali večerji, lahko se pridružijo na aktivnostih, pač vsak je vedno dobrodošel in večina pač komentarjev potem, ki imamo eno posebno knjigo za goste, ponavadi komentarja, počutil sem se kot doma, tako da mislim, da se imajo pri nam super in večinoma se kar vračajo, no. Torej jim ponujate pravo avtentično doživetje, dodano ponudbo. Ja, pač sploh recimo za kakšne mestne. Sploh recimo za kakšne mestne ljudi, pač ne vem, bila ena punca mi je bila rekla, wow, jaz kaj vidim nebo, pač vidim zvezde, vidim luno, pač jaz sem v mojem mestu, pač živim v Lizboni, jaz tega sploh ne vidim, pač. Tako da včasih se pač kakšno stvar si res vzamemo pač za samoumevno, pač. Pa ko smo brez, se vidi pač, da mogoče pogrešamo tisto naravo na koncu. Ja, to je pa res. Pojavilo se tudi vprašanje s strani gledalcev in gledalk, ki ga bom pa zdaj prebral, torej Anjo zanima, s čim bi motiviralo ostale mlade, da se odločijo za podobne projekte, kot je tvoj, na primer, in zakaj je pomembno, da podpiramo takšne vsebine. Da smo slišali tudi že o tem ekoturizmu in kako razvija se turizem v pravi smeri, pa še lahko kaj dodaš zraven? Mislim, za prostovoljstvo, za takšne projekte, pač jaz bi, ko ne rečem, jaz bi priporočila to vsakmu. Res pa je, da mogoče marsikdo si reče, pa ja, kot sem si jaz rekla takrat, ko sem šla prvič, ja, 1 leto v to pa ne bom zdržala. Tako da pač je včasih dobro iti, mogoče probati, mogoče za kratkoročno, samo mogoče za kakšen teden, pa da vidiš, mogoče da je to zate. Pa potem imajo pač preko tega programa je vedno varianta, da če najprej narediš kratkoročni projekt, greš lahko še vedno še enkrat, kar pomeni lahko še na dolgoročnega. Obratno pa se ne da, tako da če greš na dolgoročnega najprej in hočeš potem iti še za 1 mesec nekam, se pa ne da. Tako da pač mislim, da so to mogoče s tem naredili tak program. Tako da se pa mi zdi, da pač iz Slovenije na nas mogoče premalo gre izven, da smo mi pač preveč tako, ko ne rečem, radi smo doma, radi smo v bližini doma. Tako da pač je treba včasih iti malo iz tiste cone obdobja, da se pač mogoče nekaj čudovitega naredi. Mislim, jaz recimo za letos lahko rečem, da je pač eno iz mojih najbolj zanimivih, najboljših let v mojem življenju.
prvič sem spoznala veliko ljudi, delam pač nekaj, kar me zelo veseli. In jaz bi pač vsakmu to priporočala, da je to nekaj, da pač moraš probati. Tako da sploh ker je zastonj, ki nimaš veliko stroškov, sploh jaz sem ta prava Gorenjka, sem zelo varčna. In jaz dobim pač več kot dovolj, mislim, tukaj dovolj denarja, pač kar se tiče žepnine, pa to, da pokrijem moje trenutne stroške. Torej, tako kot si povedala, ravno takrat se nam te stvari odpirajo, ko gremo iz svoje varne cone obdobja, ne? Ja. Prvo bi te pa vprašal, kot si povedala na začetku, da je na tvojem faksu pač biologija bila to ta prvi izlet oziroma ta prva kot potovanje, ki je bilo v Angliji, kot ta praksa, ki je niste imeli. Se to dopolnjuje dosti z programom, zakaj si študirala, mislim, ti je res pridobilo te dodatne izkušnje, si pridobila s tem te dodatne izkušnje, ki si jih potrebovala mogoče zdaj za zaposlitev, kasneje? Ja, mislim, zdaj trenutno bom začela iskati službo, tako da se bo pač zdaj videlo, koliko je ta izkušnja pripomogla s tem. Tako da mogoče bom znala potem naslednjo leto več povedati o tem, ampak večina prostovoljcev, pač jaz sem recimo že preden sem šla na Portugalsko, sem srečala marsikaterega, ki je delal tak poseben projekt in je pač rekel, ja, pač mogoče sem dobil službo nekje drugje zaradi tega, ker pač sem šel na tako izkušnjo. Sploh, če greš nekaj, kar pač, recimo, ne vem, jaz sem pač šla res, ker sem biolog, sem šla nekaj delati, kar biolog dela, pač veliko hodi po terenih, pa podatkovne baze, pač tako res biološko delo, lahko pa recimo, če nekdo pač dela recimo nekaj v zvezi s sociologijo, gre lahko tudi na kakšen tak projekt, ki je bolj sociološko orientiran in se pač je tudi, ja, posebna izkušnja, pač je kot praksa. Tako da, ja, pač je pa tudi pač tisto, kar sem v Angliji delala, pač je bila tudi neka vrsta praksa, ampak jaz sem se odločila, da pač je bila neka druga vrsta biologije in se pač rekla, ok, v redu, pač to sem zdaj že pokrila, zdaj moram pa nekaj novega probati. Tako da, Torej, ti je definitivno ta izkušnja na Portugalskem bolj pestra kot pa v Angliji tiste 3 tedne, oziroma koliko dni že? Ja, 8 tednov. Ja, pač 8 tednov, pardon. Ja, zato ker rabiš pač tudi približno 1 mesec rabiš, da se navadiš na novo okolje, na delo, nove ljudi, pa pač, če si greš za 2 meseca, 1 mesec si tam, potem pa že skoraj greš. Tule tudi recimo večinoma pridajo drugi prostovoljci, jaz sem edina pač tukaj za 1 leto, drugi prostovoljci večinoma pridajo za, ne vem, od 1 tedna do 2 mesecev, tako da pač 2 meseca glih dobro se navadijo, potem pač grejo domov, ampak je pač konec pripravništva in je pač to. Kaj torej ti prostovoljci, ko so se že menjali, ko ste navezali stike, je bilo mogoče malo težko, ko se ti dejansko menjavajo sodelavci tako hitro in ste ostali v stikih mogoče s katerimi še? Ja. Pač skušaš ostajati na stikih, pač prek Messengerja, WhatsAppa, Instagrama, pač danes je pač malo drugače, včasih so pač pisma pošiljala, ne. Je pa res, da je dosti težko, mislim, jaz sem bila na kakšnih mladinskih izmenjavah, potem pač prej sem spoznala kar dosti ljudi, pa moram reči, da še nikoli nisem nobenega obiskala pač pri njemu doma, tako da pač to moram še vse. Zdaj imam že toliko kolegov za cele Evrope, da bi mogla en Eurotrip narediti. Tako da ni tako easy potem, pač ja, rečeš že na začetku, s kakšnimi se da ohranjati stike, pač spet odvisno od človeka do človeka, s kakšnimi pač je malo težje. Ampak ja, se pa pač dejansko pač živimo skupaj, ker pač še živi in dela in si pač 24 ur na dan si pač s tem človekom je pač po ena konce, včasih je kar težko. Za kakšnega rečeš, ok, v redu, pač tebe ne bom pogrešal. Težko se z vsemi razumeš na isti ravni. Ampak ja, za kakšne je pa res tako. Vsaj meni recimo je vedno tako, ja, zdaj se bo itak vse zamenjalo, ker novi prostovoljci pridajo, vi boste šli in se pač ta ekipa se totalno zamenja, tudi vzdušje. Pa to je dobro in slabo, tako da. Zdaj še pa zadnje vprašanje, torej, koliko
bom rekel, koliko portugalščine si že naučila, oziroma si kaj bolj tekoča v portugalščini? Recimo, da sem še vedno na začetnik, ampak da je tam mogoče A2. Pač moj delovni jezik je angleščina, tako da pač to je dobro in slabo. Dobro zavaditi angleščino, ampak slabo, ker pač se pa portugalščine toliko ne naučiš. Mene so dali tudi v jezikovno šolo, ki je bila pač tudi pokrita za mojim projektom, tako da sem pač naredila prav tečaj, A1 pač so me prav dali, imam pač prav certifikat, da imam to upravljeno. Pa tudi potem pač imamo dve gospe iz osebja, pač ena gospa, ki pride kuhat, pa ena druga gospa, ki pač pomaga čistiti, ne govorita angleško, tako da pač z njima vadim. Ampak včasih tako pač ne govorita tiste lepe, tako kot pač mi, recimo, ko greš na Gorenjsko, na Primorsko, pač je čist drugi naglas, tukaj imajo tudi poseben naglas in pač včasih tako hitro pove, pa tako hitro tako zavije, da sem jaz tako, kaj? Mi pa reče, ja, že tukaj si že toliko mesecev, pa še kar ne govoriš tekoče, jaz tako, ja, je pa res, recimo, če bi imela španščino, recimo, bi bilo ful lažje, če imaš kakšno španščino prej. Jaz sem recimo imela nemščino nima nič zraven, pač to je čisto nekaj drugega. Tako da slovenščino pa pač nimamo neki ful veliko besed, pa tudi slovnica je čisto drugačna. Edino, kar sem ugotovila, da ene par besed se ujema, recimo oni rečejo ekipa pač je isto, pomeni v portugalščini še vedno ekipa. Torej, zanimivo. Zdaj pa lahko gremo na končni slajd in če te vprašam, če boš delila z vsemi gledalci in gledalkami, kakšne nasvete ob obisku Portugalske ali pa zakaj naj se udejstvujejo teh projektov, torej kakšna končna misel za vse, ki gledajo? Ja, jaz bi pač Portugalsko bi definitivno, kontinentalno Portugalsko bi definitivno priporočala in Madeiro seveda tudi, ampak mogoče ne iti poleti, pač poleti res ogromno ljudi, cene pač ful narastajo, tako da po poletni ali pa predpoletno sezono je lepše, pa tudi cenovno ugodneje, tako da bi definitivno pač priporočala sploh mojo regijo, če imate res radi iti na morje, radi imate peščene plaže, se definitivno splača priti septembra, voda je še dovolj topla za plavati, pa veliko manj turistov je. Pa mislim, da vam ne bo žal, nobenemu ne bo žal. Ali pa pridemo kot prostovoljci delati podobno kot ti in pomagati za višje dobro. Ja, to so vsi pač prostovoljci, kar se moje organizacije tiče, pač prek tega programa je pač za mlade, ampak prostovoljci so pač, nimamo starostne omejitve, tako da tudi če ste 80 let, še vedno vas vzamemo, tako da važno je, da ste samo motivirani, da bi nekaj novega počeli ali pa nekaj za naravo naredili. Torej, vsaka pomoč je dobrodošla, ne? Tako. Evo, in s tem smo prišli do konca oddaje, naše današnje epizode. Upam, da ste izvedeli veliko zanimivega, da vam je koristilo in torej hvala vsem za prisotnost, zahvala pa tudi tebi, Daša, da si bila z nami, da si delila to tvoje doživetje z nami. Želim ti še več bogatih popotniških izkušenj tudi v prihodnje. Hvala. Če pa želite, se lahko gledati tudi prejšnje epizode Popotniškega snepa na YouTube kanalu Popotniškega združenja ali pa jih poslušate v obliki podcasta na temu namenjenih aplikacijah. Zadnja letošnja epizoda Popotniškega snepa bo v četrtek, 8. decembra. Več podrobnih informacij bo pa objavljenih oziroma bo na voljo v Facebook skupini Poceni potuj in se izobražuj. Preden se posloviva, pa vas še enkrat obveščam, da lahko namenite vsaj polovico odstotka dohodnine Popotniškemu združenju za organizacijo brezplačnih počitnic, oddiha otrokom z manj priložnostmi na slovenski obali. To je za danes vse. Hvala, da ste bili z nami in se vidimo prihodnjič. Torej, bon voyage.